kako se lahko zgodi v državnem zboru, da pride do obravnave tako sporne novele Kazenskega zakonika, ki s krajšanjem zastaralnih rokov preprečuje kazenski pregon gospodarskega kriminala, zlorabo položaja ali druge zapletene oblike kriminala. Je tako, da nekateri delajo vtis, da spoštujejo pravno državo, a v bistvu želijo legalizirati vladavino tatov. Gre za posmeh pravni državi, demokraciji. Posmeh poslancev, ki podpirajo vlado Janeza Janše in so omogočili, da na tej seji obravnavamo možnost vsesplošne abolicije vladajočih in njihovih prijateljev. Izglasovali ste skrajšan postopek in nato na odboru za pravosodje prižgali zeleno luč temu spornemu zakonu. To je dejstvo, tega se ne da zanikati. A osnovni namen zakona je prišel v javnost, kljub preusmerjanju pozornosti. In javnost se je seveda zgrozila ob informaciji, da bi s sprejemom tega zakona na primer padli tudi primeri, kot so nakup zaščitne in medicinske opreme, TEŠ6, kazenski postopek ministra Dikaučiča, pa tudi Trenta, v kateri se zagovarja predsednik vlade gospod Janez Janša. Žalosti sicer dejstvo, da so poslanci koalicije te spremembe na odboru spravili čez. Nekateri so jih celo zagoreče zagovarjali. No, klonili so šele pod pritiskom javnosti, pod pritiskom stroke in seveda pod našim pritiskom strani opozicije. In to je ta oportunistična dvoličnost, ki jo v LMŠ-ju ne razumemo, je ne podpiramo in jo obsojamo. V urejeni demokraciji z močno pravno državo tak zakon sploh ne bi prišel v obravnavo. To je še ena sramota več. Odpravimo danes vsaj to sramoto, ta poskus legalizacije vladavine tatov, ostalo pa po volitvah 24. aprila. Hvala.